prav iskren pozdrav. Glejte, sem bil predstavljen kot fizik, sociolog, doktoriral sem iz vprašanja skupnosti in kot vernik bi rad tukaj spregovoril nekaj besed, predvsem kot tisti, ki delim izkušnjo. Ne, da bi zanemarjal, kar sem spoznal v vedenju, v spoznavanju, v študiju, ampak vedel, temeljno zame je izkušnja življenja. In pri izkušnji življenja bi rad se navezal na eno opombo o upanju. V tej encikliki Vsi bratje, Fratelli Tutti, je papež med drugim tudi to zapisal, ne. Nihče se ne more rešiti sam. Vabim vas k upanju, ki govori o stvarnosti, o resničnosti. Upanje je hrepenenje. Upanje, jaz rekel, glejte, kot želja, hrepenenje. In tukaj ima papež zadaj velike sanje, da bi se lahko zavzeli za pomembne stvari v življenju. Za resnico, za lepoto, za dobroto, za pravičnost, za ljubezen. In upanje, potem se strinjam s tem besedilom, mi je zelo pri srcu, glejte, je kot neko hrepenenje, ki pa da pogum in hodimo skupaj z drugim v upanju. Je velika razlika med optimizmom kot psihološkim zadržanjem in upanjem. Upanje je v bistvu tisto, kar govori kot cel človek, tudi duhoven del človeka in je usmerjeno v prihodnost. Zelo pomembna stvar glede upanja in skupnosti se mi pa zdi ta, da se navežemo na izkušnjo Svetega pisma. Torej na izkušnjo, kako je v razodevanju našega Boga, ki ga sprejemamo, se pokazal odnos med upanjem in skupnostjo. Glejte, dva učenca v najbolj dramatičnem trenutku, verjetno zgodovine prve cerkve, sta očitno vedela, kaj se je zgodilo. In sta šla peš iz Jeruzalema v Emaus in tam si jima pridruži nekdo. In ta odlomek je sila zanimiv, ne. Ko Jezus vpraša te dva učenca, ja pa, kaj se je vendarle zgodilo? In ona pove, da sta brez upanja. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. To je zelo dramatična izjava. Namreč, ne samo, da je, glejte, razočaranje od teh dveh učencev, ne. Njuno upanje je očitno bilo mičkeno, ko ne, ni bilo še čisto prečiščeno. Mi smo pa upali, da bo on odkupil Izrael. Potem poznate zgodbo, ne, to je dobro znana. Te dva učenca gresta z Jezusom, za Jezus gre z njima in hodijo, ni tako samo pol ure, ne, hodijo kar dolg časa, Emausa, in so se pogovarjali ali razpravljali in Jezus je učil in oni dva nista razumela. In sta pa še vedno tako, ne, v tej negotovosti, s katero sta šla iz Jeruzalema. In potem sta pa vseeno imela pogum, da sta kot skupnost povabila Jezusa k večerji, Jezus pristopi k večerji z njima, ne, in tam prelomi kruh. In takrat so se jima pa oči odprle. To niso samo drugače verovala, ampak njima se je odprlo to, kar imamo, kako bi rekel, v krščanstvu. Pavel je to lepo zapisal, zdaj pa ostane vera, upanje, ljubezen. Ona dva sta dobila takrat spoznanje, ona dva sta takrat videla, da njuno upanje je malo drugače, on je živ, in sta dobila pogum in šla, je bila že noč proti Jeruzalemu, ker je proti vsem temu, kaj je bilo prej. To je drama in ta drama pokaže, kako smo mi vpeti dejansko v to, da človeško upanje je vpeto v skupnost in človeško upanje ima včasih tudi
malo negotove in tudi napačne izraze. Ne. Sem dal tukaj še 2 citata od Hebrejcev, ne. Tam pravi Pavel o Kristusu: njegova hiša pa smo mi, če ohranimo zaupnost in ponos, ki ga daje upanje. Prav, za kristjane upanje je vedno povezano z njegova hiša je cerkev, ne. Torej s Kristusom. Čim je pa Kristus v celem Svetem pismu, v Novi zavezi, kjer je v Kristusu beseda, torej vsi 4 evangeliji in potem še kaj, Jezus ves čas govori o odnosu z očetom, nikoli ni sam. In pravi, da brez Svetega Duha ne bo šlo, ker ne boste mogli razumeti. Torej so vedno trojica, ki pa potem se pokaže prek enega, pri Pinkošti prek drugega ali prek tretjega. V Rimljanom, ne, pravi pa, da se ponašamo z upanjem na Božjo slavo, ne, kristjani. Ma ne samo to, ampak stiske so tisto, s čimer se ponašamo, in potem naredi čudovito sintezo. Saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost pa upanje. Tukaj je čisto jasno, ne gre za eno psihološko čutenje, ampak gre za eno držo življenja. Vera, upanje, ljubezen so zadnje 3 stvari, ki ostanejo. In tukaj je zadaj sporočilo, temeljno sporočilo krščanstva, ne samo za nas, ampak tudi, da smo mi sol zemlje, kvas, luč. Torej, upanje je ena stvar naše skupnosti, ki nima samo zase. Vemo pa, da stvarnost danes je ničkrat drugačna. Zelo pogosto vidiš in mlade in starejše v eni hudi stiski glede upanja, zato ker je res čas težaven. Poglejmo si še Sveto pismo, da bomo še vstopili v skupnost. Teda, psalmi so čudoviti, ne? Ta psalm pravi: upaj Gospodu, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj Gospoda. Upanje in pogum. 2 stvari, ki sta sila povezani. Upanje in pogum. Ker v pogumu, če je pogum praven, je upanje vključujoče. In če upanje pravo, te zažene. Nek zelo globok človek je nekoč rekel, ne samo meni, ampak nekomu drugemu, pa tudi meni, da smo Slovenci bolj pobožni kot verni. Jaz mislim, da ima precej prav. Ker če bi res verni, pa bi imeli upanje in pogum. Tako pa včasih naše upanje in pogum je zelo šibko. In poglejmo eno zgodbo. Mislim, da v Stari zavezi je ta zgodba tista, ki nam odpre oči preko običajnih razumevanj. Gre za zgodbo Rute. Rutino zgodbo vsi poznamo, ne. Bila je lakota in Elije in Naomi, ki sta pa iz Betlehema, sta šla v Moabsko deželo. Bila sta migranta zaradi lakote, kot da bi bral današnji čas. Koliko migrantov zaradi lakote mora iti? Tudi koliko Slovencev je zaradi lakote moralo iti konec 19. stoletja, 20. stoletja. To je čisto normalna zgodba, da 2 sta šla iz Izraela v tujo deželo, tam sta se sinova, ki sta jih dobila poročila, in umre mož, in umreta sinova, in ostane sama žena Naomi s svojima, torej snahama, Orpa in Ruta. In poznamo, da potem je Naomi rekla: pejta domov, vsaka v svojo hišo, svojega, ker jaz nimam več upanja, da bi rodila sina in da bi sin bil tisti, ki si 2 poročita. Kaj je tukaj za upanje? Upanje je čist biološko, bios na biološkem življenju. In pravi: Gospod se je obrnil proti meni, ker tega ni. Pejta v svojo hišo, v svoj dom, ker bojo za vaju poskrbeli. In potem se odločita, kot se pač odločita, ne. Orpa je šla nazaj, Ruta je pa rekla: In te besede Rute so zanimive. Poglejte: ne sili me, naj te zapustim in odidem od tebe. Kamor pojdeš ti, pojdem jaz. Kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz. Tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo in tvoj Bog bo moj Bog. To je rekla poganka, ampak nas nekaj lahko to izuči. Kaj je bilo v tej ženi, ki moža izgubila, ker je z moževo mamo v tujo deželo?
In je sila zanimiv, kaj se pa zgodi. Poznamo, kaj se pa zgodi. Ruta gre tam blizu Betlehema so živeli, tam je živel tudi Boz, star, ki je bil sorodnik od moža, od moža te vdove, Naomi. In Boz ob ječmenovi žetvi se potem ona pobrkuje ostanke, zelo ponižna, in se poročita in rodi se obed ima Jeseja, Jeseja pa Davida. V rodovniku Jezusa Kristusa je nekaj žena. In te žene sila veliko govorijo o upanju. Rodovnik Jezusa Kristusa govori o skupnosti, o narodu, o Izraelcih. Davidov rod, ki je nazadnje pristal pri obrtniku. Tudi zemlje več ni imel Davidov rod, ampak je delal z svojimi rokami. To ni bilo z njih veliko pomembno delo, Jožef. Ampak, poglejte, Ruta je prinesla odgovor na vprašanje naroda in odrešenja. Ona je položila svojo ljubezen in svoje upanje v zgodbo, ki je res nenavadna, ampak ki pokaže pot. In Bog je storil drugače, kot je pričakovala Naomi, drugače, kot so vsi pričakovali. Torej, dejansko je ta ljubezen do Naomi in Ruto pripeljala, seveda Bog je bil tisti, ki pripeljal, ampak po tej poti, torej po poti skupnosti, k upanju, ki vse presega. Postopila je kot poganka v rodovnik Jezusa Kristusa. To ni glih majhna stvar. A vidite, da upanje in skupnost sta v Svetem pismu sila povezana. O Svetem pismu, o veri boste rekli drugi, ampak jaz ne morem govoriti o skupnosti brez navezave na razodetje, ker in Abraham in Mojzes in Elija, ima Janez Krstnik in seveda Jezus, vedno se sporočilo razodetja, razodevanja kaže v skupnosti. Tudi tisti, ki je bil sam, tudi pa imamo te samotarje, imamo puščavnike, ki so res samotarji. Ne, poglejte, kdo je hodil k njim po modrost. Veliki možje in žene, preprosti in bogati. Torej, človek je ustvarjen, da živi skupaj z drugimi in ne mogoče govoriti o upanju brez skupnosti. Je pa vprašanje, ali je pravo upanje. Zdaj, med Jezusovimi učenci sta dva zatojila Jezusa, zelo ostro, zelo močno. Eden je Peter, drugi je pa Juda. Peter ga je več kot enkrat zatajil. In Juda je upanje polagal v napačno smer. Juda je upanje polagal v osvoboditev Izraelcev politično od Rimljanov. Ni bil nič poseben, takrat je veliko ljudi to polagal. Jezus pa ni imel tega upanja. Poglejte, vsi veliki momenti in to, ker so trije veliki prazniki, prazniki marijanski in zdaj bojo vsi svetje, vedno nastopi upanje in skupnost tesno povezana. Poglejte, skupnost pri božični skrivnosti. V družini, torej v zakonu Marije in Jožefa, družina, pridejo pastirji, to je skupnost, ki tam zraven živi. Angeli so jim sporočili, oni so poslušali. Najbrž ne vsi, ampak oni pa. Trije modri pripeljejo cel svet, 3 kontinente, vse se združi. Včasih je bil največji praznik božičnega časa, ne božič, ampak razglašenje Gospodova, ker takrat je Gospod bil oznanjen svetu. Potem gremo naprej, lahko karkoli bi najdel skupnost. Gresta v tempelj po navadi, ko se dela pri Judih in tam pride ta starček Simeon, prorokinja Ana. Vedno je ta skupnost. Niso vsi v skupnosti starčki, ampak brez skupnosti ne moramo razumeti starčka Simona in nikoga drugega. In tako naprej. Ves čas, torej, ves čas je, za binkošti pa sploh, binkošti so pa razodetje skupnosti. Ta opis skupnosti, kot pride potem za binkoštmi, je Mirča Eliade, en največjih raziskovalcev primerjalne religiologije, torej vse pojav religije skozi celotno človeško nam znano zgodovino.
rekel, tam, ki piše, kaj je bilo značilno za kristjane. Ne? Tazga opisa ne obstaja nikjer. Torej, bili so skupnost upanja, ampak bili tudi skupnost med seboj in skupnost za druge. Ampak zdaj bi se pa rad vrnil k tem, ker kako živeti upanje v sodobnem času, to nam da lahko pogum, nam da veselje in kot pri Maši, ne, pri Maši, to poznate, ne, in najprej v prvem delu, da preberemo iz Stare zaveze, iz Nove zaveze, berilo, evangelij, in potem pridejo pa, se pravi, ker si ti, Gospod, to že storil, dajmo se spomniti, ne, in se spominjamo, pridejo pa zahvale in prošnje. Isto potem v drugem delu, ne, to delajte v moj spomin. Vedno je ne en, skupaj. Zato si pogledamo malo skupnosti človeške. In tukaj glede skupnosti je pa verjetno dobro, da se ozremo kot sociolog, ne, sem bil lepo predstavljen, jaz sem prišel v sociologijo iz fizike, ampak nisem mogel ostati v fiziki, ker me je tako vprašanje osebe in družbe gnalo, da sem potem šel in sem za magisterij delal vprašanje postmoderne kulture, za doktorat pa vprašanje skupnosti. No, in tam sem se srečal z nekaterimi ljudmi, ki so precej globoko prišli v nekaj temeljnih razločitev. Ne. Nekaj elementov je prav, da se ozremo na to. Glejte, človek na voljo, na odnose, na vrednoto, človek deluje, nekje živi in tako naprej. In tenis se je konec 19. stoletja nekako ozrl, da človek ima lahko dve volji, ne eno, ampak dve. In te dve volji sta dosti pomembni, ker to pomeni, kako se ljudje med seboj povezujemo. Pravi, da sta dve volji, ena je celovita, bistvena, ali pa tudi naravna, ampak vezen, vile, ta nemški izraz, res vezen je bistvo. Ne. Druga je pa izbirna, ker je izbirati. Ampak to je racionalna izbira. Prva volja oblikuje skupnost, druga volja oblikuje družbo. Torej, način povezanosti med nami ni en sam, so dva. Kasneje se pokažejo, so trije tipični načini. Kje se skupnost uveljavi? Ker družba se uveljavi, delniška družba, velemesto, ne, danes vidimo veliko neosebnih odnosov, kje se pa skupnost izraža. Prvič, zelo pomembno, to, kar bom zdaj rekel, so potencialna okolja skupnosti in stvarna okolja skupnosti, kar pa ne pomeni, da je vsako to okolje že skupnost. Razumete? Družina je prostor skupnosti. Ma ni vsaka družina skupnost. Torej je skupnost krvi in včasih je bila družina sorodstva. Še moj star ata mi pripovedujejo, je hodil večkrat k bratom pa sestram pa tako in so bili sorodniki povezani. Ne samo nuklearna družina. To je prva stvar. Druga stvar je kraj in delo, soseska. Zdaj v teh naših mestih, ne vem, ampak če reste tudi v naši Ljubljani, imamo ulico, kjer so bili en poklic pa drugi, ne, soseske, obrtnikov, ne, vas pa tudi, ne. Tretja je pa skupnost duha, ki je od malega okolja prijateljstva do velikega okolja narodi, religije, človeštva. Torej, tenis, konec 19. stoletja je ta knjiga izšla, Skupnost in družba, je slovenski prevod, govori o tem, da so tri temeljni, kako bi rekel, naravni, človek se rodi, tako je, vstopi v okvire skupnosti družina, družino soseska, to je dom, narod, to je pa domovina. In ta papež je sila lepo povedal, veste, Argentina je bila v strašni krizi. Argentina je imela vojaško diktaturo in to eno najhujših v Latinske Amerike, najbolj grobih. Imela ekonomsko krizo, ki jo praktično zahodni svet ne pozna, razen tisto, ki je bila seveda po prvi svetovni vojni tisto, ki je velika kriza, ampak sicer pa ne. V prvi je bil predstojnik jezuitov, v drugi je bil buenosajreški nadškof, torej on vpleten noter. Kako v krizi govoriti o upanju? Tretja kriza, COVID. Spet on vpleten noter.
Torej, ta papež ima mogoče nekaj nam spovedati tudi o upanju znotraj krize, torej stvarnost. In bližina ljudem je prvi njegov korak, ki vedno znova pride. Zdaj je šel, jaz mislim, pa imam zelo rad Janeza Pavla II, da ne bi kdo narobe razumel. Mislim, da Janez Pavel II cerkev ni vodil tako, da bi šel vzhodni Timor obiskati, pa Singapur, Indonezijo. Ta papež je prvi globalni papež, ki gre na obrobja in naslednjem tednu šel pa v Bruselj, Belgijo, pa v Luksemburg in v center. To se pravi, ne eni brez drugih, ampak eni in drugi. A ni to skupnost? To je skupnost, eni in drugi. Temeljna razločitev, in to je že Tenis odlično napisal, ker to je citat, to, kar vidite v navednicah, je v tem, kaj je značilno za vsako skupnost. Da kljub razlikam in ločitvam ostanejo povezani. Nekaj je tako močno, pa nekateri rečejo simbolna vez, nekateri rečejo temeljne vrednote. Nekaj je tako močno, da je to povezuje in vse razlike naredijo to skupnost pa lepo, ampak je povezana. Ma družba pa ne. Tam pa kljub vsem povezavam v bistvu ostanejo ločeni. Če sem jaz v delniški družbi, ko se moj interes spremeni, kaj storim? Zavedam. Danes mnogi zakoni dejansko ne živijo skupnostnega odnosa, ampak čist interesni odnos. Presečišče interesov ni skupni interes. To je temeljna razlika. In kot veste, Jezus ni iskal presečišča interesov, ampak nekaj drugega. Torej, že pri Tenisu konc 19. stoletja imamo zelo pomembno stvar, da razumemo skupnost. Torej, kaj je tisto jedro? Če vi želite skupnost srečati, treba stopiti v to jedro. Tega ne boste srečali, če boste šli kot turisti nekam. Tega ne boste srečali, če ne boste znali brati to, kar oni ustvarjajo. To papež zelo zanimivo prav, berite veliko literaturo. Mi smo še nekaj tega brali. Mladi so pa zato skoraj bi rekel Evropani. Zakaj? Da boš srečal človekovega duha, ki se tam nekako izraža. Kako brati celovito, upoštevati izročilo, tradicijo, naravno pravo, ker to je značilno za skupnost. Družba ima pa nasprotno dogovor in pozitivno pravo. Torej, lejte, to dvoje ali pa troje je tisto, kar je prav, da imamo v izhodišču. Troje je pa kaj? En drugi je raziskoval v Ameriki, Erikson, povezanost ameriške družbi in je gotovo, da je ali celovitost povezava, različni deli tvorijo celoto. Telo človeka je to, roka, glava, možgani, vse, celota, ali pa fragmentiranost, torej sam za nekaj časa ali pa nekaj, kar je blizu totalnosti. Zelo zanimivo, ker je čisto jasno, da so trije tipi principov Empirij in Sorok in verjetno največji sociolog umestnega obdobja sociologije je prišel do teh treh tipov odnosov. En odnos je pristno skupnostni, drugi je pogodbeni in tretji je obvezni. In zdaj takoj pride za Slovenijo in za vse komunistične države zelo pomembna stvar, ali smo imeli v Sloveniji res samopravne interesne skupnosti. Odgovor je, to niso bile skupnosti v sociološkem smislu. Nikakor ne. Ali je bil na Zahodu Woodstock festival, ki pa tam ne vem koliko 10.000 skupnost. Množična družba, kolektivizem, to ni skupnost. Margaret Archer, velika sociologinja, njenega prijatelja sem srečal lani, letos, ona pravi nasprotje individualizma, v katerem smo mi danes, ni kolektivizem, ampak bratstvo. Ker kaj je kolektivizem? To je množica posameznikov, ki je vodena po temnim principom. Ampak seveda, mi že stoletja živimo med individualizmom liberalnega tipa in kolektivizmi različnih tipov.
Torej, tukaj pride sploh to, da v skupnosti nismo navajeni zelo razmišljati, pa smo razmišljali samo o skupnosti, češ družina, to je tista skupnost, kjer človek diha, ne, v službo bom pa hodil, da bom kaj zaslužil, ne, ker je ničkrat težavna naloga, ne. Moji kolegi v fiziki in kolegi v sociologiji so vsi ustvarjali kot skupnost, noben ni mogel ustvariti sam. To je neverjetno, veste. Tudi neduhovne stvari, recimo velika fizika prve polovice 20. stoletja, ki ogromno stvari odkriva. Neverjetno, ne? Kvantna mehanika sega čist izven obzorij predhodnega razumevanja fizike, narave. Oni so seveda eksperimentirali, so seveda računali, so seveda strokovne debate imeli, ne. Pa so se pa pogovarjali, ko so hodili po hribčkih Danske in po gorah ali pa hribih Bavarske, ker eni bil Danc, Bor, eni so bili Nemci. In v teh pogovorih, ki niso bili osredotočeni samo na ozko empirijo, se je njim pojavila intuicija, da so pojav razumeli. Ko sem jaz to prvič pojavil, sem zastopil, zakaj gre. Dejansko za to gre, ne. Srečanje omogoča, da ti razumeš drugače, kot če si samo usmerjen. Pa to ne zmanjša empirije, brez tega ne bi šlo, ali pa računskih stvari, tudi ne. Ampak prinese to temeljno vprašanje. Tako da je vendarle treba reči v skupnosti še eno kritično besedo. Skupnost se lahko izrodi. In predvsem se izrodi, tukaj so trije izrazi tega, če nastopi nek amoralni familizem, da se osredotoči nase tako, da do drugega nima pravega odnosa. To ne pomeni, da mama, ki ima 3 mesece ali pa 3 leta starega otroka, mora biti v župniji 3-krat na teden dejavna. Razumete, kaj hočem reči? Mama, ki ima otroka in tudi oče, takrat je primarni prostor otrok. Prijatelj v Indiji je bila žena, ki so otroci bili nad 15 in je vprašal, kaj pa zdaj. Njeno mesto ni bilo več pri otrocih. Kaj pa zdaj? In je šla in je začela delati z ubogimi v slamu. To je treba malo glede na kontekst časa razumeti. Primarna skupnost se lahko zaživi na različne načine. Družina je primarna skupnost, ampak otroci majhni je pozornost staršev do otrok drugačna, kot ko otroci odraščajo. Takrat je prostor marsikoga v širši skupnosti, ne. Zato srednja leta in stari, takrat je za mnoge prostor, da naredijo nekaj ne za primarno družino, ampak za širši prostor družbe, ne. Da odgovorijo. To ni samo značilnost krščanstva, to je marsikje drugje, ne. Torej, implozija, ne da greš ven, ampak da se navznoter stisneš. Zdaj, zaradi nezaupanja v sodobnem svetu, jaz povsem razumem, glejte, nekako človek hoče zavarovati stvari, ne, in pa pride do te implozije. Ampak to ni odgovor. Vprašanje je odnos do drugega, ne, odnos do tretjega. Odnos do drugega in odnos do tretjega hkrati. Kalistos Ver, veliki profesor angleški, teh velikih univerz, Oxford, Cambridge, on je v slovenščini njegova knjiga, ne, Razodetje osebe, rekel, za ljubezen so potrebne najmanj 3. 2 gresta lahko egoizem, najmanj 3. Najmanj 3. Torej, zato je zelo pomembno, da znamo živeti ne samo s drugim, ampak s tretjim. V tem smislu mogoče je dobro tukaj se ustaviti pa pogledati sedanjo sinodalnost, ne. Veste, da zdaj so v Vatikanu zbrani na drugem srečanju kardinali, škofje, laiki, tudi naš škof Maksimilijan je, ne, da tam se pogovarjajo in delajo nek proces o sinodalnosti, ne, sinoda o sinodalnosti. In del tega je tudi način, kako delaš, ne. Način ni nepomembna stvar, veste. In način je nekaj, ki ni bil prej tako zelo prisoten. Ali pa je čisto nov v določenem oziru. V 3 krogih naredijo. 12, 15, 8, 10 so skupaj in potem v prvem krogu vsak spregovori, kaj glede določene stvari meni. Izkuša, prinese svojo lokalno cerkev. Ali pa tisti del, ki je v kuriji, ali pa kot teolog, ali pa karkoli že laiki, sestre tudi, ne. Ampak prinese okolje svojega življenja. Vsak.
V drugem krogu vsak odmeva na to, ker je v prvem krogu slušal od drugih. Torej, v prvem krogu je pomembno biti odkrit, v drugem krogu je pomembno slišati drugega. V tretjem krogu, ali imamo nekaj skupnega. Nekaj, kar nas povezuje, nekaj, kar smo si različni, nekaj, kar vidimo, aha, tukaj bo treba poglobiti, nekaj, kar, tukaj se pa ne strinjamo. Ampak in pride eden, drugi in vsi zelo do izraza. Vsi trije krogi so pač čisto jasno odnosov do svetega duha, ker glavni akter krščanske skupnosti ni človek, je sveti duh, ne. Veste, na prvem koncilu ali prvem apostolskem zboru ali pa na prvi sinodi se je torej nekaj skupnega, vsi ti izrazi govorijo nekaj zelo podobnega. Se je zaključil in to je bila tema, tudi jo je Maksimilijan Matjaž imel letos na duhovnih vajah. Sveti duh je odločil in mi z njim. Razumete? Skupnost, ki sledi svetemu duhu. In potem so našli rešitev. Ne človek sam. Zdaj, o osebi bi bilo dobro še kaj reči, ampak bi to skoraj da spustil, sam par opomb, torej te stvari, dajmo tako malo v ozadje. K drugemu se lahko ozreš kot on je, ali pa ker ti nekaj lahko stori. To vsak izmed nas dobro pozna. Prvi je osebni odnos, drugi je pa koristoljubni interesni odnos. Afrika, Črna Afrika pozna pa drugo kategorijo. Mi, ki smo individualistična kultura, res bi bilo dobro, da srečamo, ker vi ste, jaz sem. Zjutraj se srečava z nekom, si dobro spal. Sem dobro spal, če si ti dobro spal. Za vzgojo človeka je pomembna celotna vas. Razumete? Oni so povezanost. Desmond Tutu, dobil tudi eno veliko nagrado Templetonovo, sicer pa je en ključnih nadškof Anglikanc za konec apartheida, ne. Brez vključenosti v mrežo odnosov je človek sam pod človek. Človek ne more razviti svojih odnosov, če ni vključen v mrežo odnosov. Zdaj pa, kdaj je ta mreža odnosov dobra in primerna? Torej, skupnost, da je prostor upanja. Dve stvari bi vsem tukaj še rekel iz te zgodbe skupnosti. Prvič, vidite, Buber pravi, da človek se obrne k drugemu kot ti, torej k osebi, če se iz srca v srce obrne. Se spomnite našega Prešerna? Zadnja kitica, tam je tudi naša himna, ne, pri narodih, pa govori o mladenkah, pa o mladenčih, nazadnje o prijateljih, ki zato smo se zbratili, ker torej človek misli v srcu. Mi moramo se vrniti k tej krščanski antropologiji starih očetov, ki pa še pri Prešernu živa. Ne človek misli v možganih, čuti pa srce, ne človek misli v srcu. Spregovoriti v srce, iz srca v srce, ali se obrneš v sebi. Druga stvar je pa sila pomembna. Če se tako obrneš drugemu, iz srca v srce, dialoško, pa se vmes nekaj zgodi. Torej, dialoški odnos, ki je odnos med osebami, je ustvarjalen. Tudi nekaj, kar smo čisto pozabili. Če se mi z drugim srečamo v skupnosti, res srečanje kot dialog, se med nami nekaj rodi in smo drugačni. Rojevajo se odnosi, rojevajo se pobude, rojeva se umetnost, rojeva se, a veste, v odnosu pa ne samo do drugega, tudi v odnosu do naših starih, prvih cerkvenih očetov, do Jezusa, do stare zaveze. Ko človek vstopi v odnos, nisem neposrednost, ne, ampak se nekaj vmes zgodi. Torej, ustvarjalni moment skupnosti. In Buber pravi, zato ni vsak dialog že dialog, ker lahko je zadaj skrit monolog, ne, ki ima sam zunanjo obliko ali pa je sam razprava o stvareh. Ali je pa res dialog. In tukaj imamo eno najlepših stvari slovanskega krščanstva, ne, to poznate. Na podlagi teologije Sergeja Radoneškega je
verjetno, oziroma neverjetno, gotovo edini svetnik kot umetnik, ikonopisec Andrej Rubljov naredil to ikono Svete Trojice. In tukaj imate polno simbolov, ki govorijo o odnosih in ki govorijo eden o drugem. Mogoče je vsem dobro, da pokažem, ampak bom začrtal. Vidite, dva keliha sta. En kelih je na oltarni mizi. In ta kelih vsi vidimo, ne? Na tem kelihu noter je jagenjček, jagnje Božje. Vsak Izraelec se spomni na Pasko. Vsak kristjan se spomni na veliko noč. Torej, jagenjček. Pa imaš pa še en kelih. Malo pogledajte. Drugi kelih je pa med očetom, ki je ves v zlatom, in svetem duhom, ki je zelen in moder. Poglejte silhueto in ni več jagnjček v tistem kelihu, ampak je Kristus v tem kelihu in Kristus je tisto jagnje. Prava skupnost v krščanskem smislu tako bere stvari. V eni stvari vidi drugo, veliki umetniki so pa to znali izraziti. Vidite, kako je to čudovit, ne? Tam imate tempelj Svetega Duha. Ne, tempelj je očetova hiša. Tam imate goro, tam se Sveti Duh razkriva, tam imate tisto drevo življenja, ki je Kristus. Zato jaz spomnim, kdo. Tam imate očeta, ki je ves v zlato, ampak pogledamo dobro, kaj je pa najbolj spodnja plast človeka, Boga, očeta. Modra barva človeka. Človek je v srcu Boga očeta. Zakaj? Ker je Božji sin, ne? Pravi Bog in pravi človek. Jezus pa jih obratno, vidite? Torej, skupnost v krščanstvu moramo brati malo širš, kot samo v sociologiji, in potem se nam odpre upanje. Upanje ni sad individualistične naravnanosti. Upanje je izraz skupnosti. In v veroizpovedi tudi to rečemo, ne? Ne v moje, ampak v naše, ne? V naše ustajenje od mrtvih. Vzhodni kristjani pa to včasih rečejo, pa ko gre sam, ne? Nobe se gremo pa skupaj. In vsi svetniki, včasih malo čuden, veste, so se z tega zavedali, ne? Za ubijalce so se zauzemali, da bi pred smrtjo se nekako spravili in prišli v nebesa. Ne? Govorimo o veliki svetnici. Veliki svetnici. Človek mu ni vse en za drugega. Papež Frančišek je tukaj zanimiv, ampak to bi spustili. Benedikt je še bolj zanimiv. A veste, ker mi smo ves čas razmišljali v tem smislu, 15 stoletij prav Benedikt, 14 stoletij, da je človek bitje razuma, individualna substanca računalne narave, slaven Bojecijev znak. Pravi, Benedikt, takrat še, ko je bil kardinal, leta 90, to je v tem članku napisan, ko razumevanje človeka ostaja na ravni grško-rimskega koncepta substance in individuuma in ne more nič povedati bistvenega. Ne v Kristusu, ne v cerkvi. Ker Kristus in cerkev je pa drugače. In tukaj je dobro, malo spustiti in prosim, da se spomnite, da Aristotel je govoril človeku dve zanimivi stvari. Človek je družbeno bitje, ne? Zoon politikon, in človek je razumna žival, animal racionalis, ne? To nekako niso čisto prav cerkvenim očetom. Zato so cerkveni očetje, zdaj se pa ne spomnim točno, kateri tako rekli. Človek je zoon, torej bitje, koinon, torej čestveno, skupnostno bitje. Goran Skocijančič je izjavil, človek je bitje eklezije. Mi smo ustvarjeni, da smo kot ljudje cerkveni ljudje. Da se pa spomnite, kaj je biti cerkven s krstom, da smo vključeni v to skrivnostnost, povezano telo Kristusovega skrivnostnega telesa cerkve. Torej, človek ni sam posameznik grško-rimskega sveta, ampak je oseba,
In oseba se izrazi v odnosu z drugim, v odnosu z zgodovino, v odnosu z naravo, v odnosu z Bogom, ker oseba je duhovno bitje. Posameznik ni duhovno bitje. Posameznik se odloči na podlagi koristi ali pa razuma, da je šel odnos. Glejte, sodobni liberalizem. Zdaj so tako daleč prišli, da rečejo ja, ampak nekateri so neuspešni in recimo naš škof Jamnik je iz tega dosti študiral, doktoriral, so ugotovili tudi liberalci, individualistični, ne samo da tekmovanje pa prosti trg, ampak tistim, ki so najbolj narobe in so neuspešni, treba pomagati. Torej, prišel od tega družbenega občutka. Ampak je čist nekaj druga, če ti drugim pomagaš ali pa če drugega jemlješ kot osebo. Če drugega jemlješ kot osebo, narediš to, kar ta papež dela, greš k njemu in bi ga rad srečal. In prvi korak srečanja je priznati ga in ga poslušati, verjeti, da ima on nekaj povedati o življenju in za življenje ti zame. Naš Peter Opeka, ne? On dela čudovito delo. Ampak lenuhi nimajo kaj početi tam v tisti skupnosti. Tisti, ki noče delati, tam ga ni prosto. Ampak oni s tem svojim delom ne morejo zaslužiti. Je treba pomagati jim, da obstanejo. Ne samo otroci šole, tudi ostali. Tisto kamenje razbijati je delo, ampak to znotraj ekonomije premalo prinese. Ampak ti da dostojanstvo dela. Kako je on tega prišel? Ker je videl ljudi na smetišču in ga je nekaj tako ganil, da ni mogel več v miru spati in seveda pa je se posvetoval v molitvi z Bogom, potem je pa začel graditi s temi ubogimi ljudmi nekaj, kar je res neverjetnega. In prva stvar je poslušati ljudi, biti njihov glas in jih opolnomočiti. Moj prijatelj sociologiji, ki ga nikoli nisem videl, ampak sem ga z velikim veseljem bral, Peter Berger je točno to rekel. Ne? Poslušati ljudi in biti njihov glas in dati jim moč, da se sami bolj borijo. Ne? Čeh, Sedlaček je v Cankarjevem domu tako rekel, nekomu, ki je v stiski, treba pomagati. Moral drugače, urati hrano. Češki pregovor je on rekel, da je, jaz ne vem, če je to njegova interpretacija, ampak gotovo je tako rekel, sovražniku daš ribo, prijatelja mu daš ribo in ga naučiš ribe loviti. Sovražnik bo tebe odvisen, prijatelju pomagaš skozi stisko, da bo sam lahko naprej živel. In mi smo res pozabili skupnost. Moj znanca, veste, na elektrofaksu, imel prijatelja, fajn človek. On je rekel, imava otroka, ženo, živijo pri ženih starših. Čudovit je, ampak, ko dava otroka, da pazijo, nam pa zmeri občutek, kako bom vrnil. Prav ta moj prijatelj, čak malo, no. Tudi jaz naredim, pa jaz tega ne razmišljam. Tako kot moji starši skrbijo za moje otroke, bom jaz skrbel za otroke mojih otrok. Ampak to je izginilo, veste, izginilo iz zavedanja današnje slovenske družbe. Mi smo tako osiromašeni glede skupnosti. In pa mislimo, da upanje je optimizem. Ne, upanje ni optimizem. Še dve stvari bi rad zaključil. Prva je spomin. Veste, spomin je del skupnosti. Zato prav Jezus, to delajte v moj spomin. Spomin je močnejši kot karkoli. In negativni spomin je ranjen spomin. Otrok pri 60 letih, ni več otrok, še skozi otrok, še zmer svoji mami, ki ga je enkrat udarila po nepoštenem načinu. To mi smo glede spomina res. Očiščenje spomina, nisem to, ker je, veste, v Sloveniji problem, cela Evropa trpi zaradi spominov. Ali bomo šli v ozdravljanje spominov? Ivanov pravi, mi postajamo to, kar se spominjamo, da smo. Če se spominjamo odpuščanja, bomo odpuščali. Če se spominjamo, lahko postanemo zagrenjeni. Ampak brez spomina pa ne moramo biti. Ker človek je res bitje spomina. Pazite, govorimo o duhovnem spominu. Psihološki spomin je vključen, ker duh seže v psiho, duševnost in v telo. Ampak duh je središče. Frančišek pravi, da spomin je takole, družina brez spomina, to je tisti citat,
Družina brez spomina, ki ne skrbi za svoje stare, in narod brez spomina, ki ne skrbi za svoje stare, ni vreden, da se mu reče družina. Narod in družina, ki imata spomin, sta pa narod in družina prihodnost. Jaz mislim, da tukaj najbolj jasno je skrito sporočilo, upanje se živi v skupnosti, ki ima spomin. In potem skupaj pridejo spomin na preteklost, izkušnje, modrost starih, sedanjost in prihodnost. Upanje je vedno na prihodnost, a nadalje stoji neka obljuba, neko nadejanje, ne? Nada je kot upanje. Gospod se ne spominja in naša molitev naj bo zaznamovana s spominom. Zdaj pa samo še tole, pa bomo pa zaključili, lejte, Grki so zelo zanimivi, ker imajo tak čudovit jezik, da je bilo mogoče izraziti krščanstvo na način, ki je res neverjeten. Grki imajo 3 izraze za življenje: bios, psihe, zoe. In Sveti Duh prinaša katero življenje? Zoe. Torej, življenje duha, ki vključuje psihe, duševno življenje in telesno, materialno življenje. Imajo tudi za čas 2 izraza. In danes je zelo težek čas. A bomo torej prav brali zgodovino in današnji čas? Upanje. Glejte, kronos je čas, ki teče in ga popišejo kronike, letopisi in tako naprej. Ampak, in to so Grki dobro vedeli, kairos je pa čas, ko ti zastopiš, kaj se zgodi. Ko se nekaj razkrije in se ti odpre razumevanje. Ali ko se nekaj razodene, ali bomo brali zgodovino kot kronos, ali kot kairos, je pa na nas samih. Kairos je tisti trenutek, tisti sveti trenutek, ko se ti zadeve odprejo. Danes, ko je konec moderne dobe in je začetek neke nove dobe, ali je že nova doba, Guardini je o tem pisal 1950 leta, en filozof, personalist, predjavil že malo prej, 30 let, ta papež je Guardinija obnovil, je isto rekel, ne, mi ne živimo v epohalnih spremembah, mi živimo v novi epohi, spremembi epohe, ki se pa gradi. Gradi pomeni proces. Proces, ki bo najbolj trajal. Moj sociolog, ta prijatelj Sorokin, upam, da ga bom, ker sem veren človek, nebesih srečal, ne, sem ga pa bral, pravi, v preteklosti bo 240 let, 180 let, 240 let. Torej, ne pričakuje, da ena generacija reši stvari, ampak več generacij odpira nek nov prostor. In mi smo tukaj nek vmes. Zato smo kristjani poklicani, da smo skupnost upanja. V kakšnem smislu? Da znamo brati zgodovino kot kairos. Bivši papež, predbivši papež, Janez Pavel II, je bil Poljak, je bil srednjeevropejec. On je tako lepo napisal v svoji knjigi Spomin, ne, imamo tudi, in istovetnost, torej kdo ti si, identiteta. Narodi Srednje Evrope, ki smo trpeli pod komunizmom, bi morali, pa nismo, sem jaz dodal, v odnosu do evropskih povezanj biti pa jaz sem veseli, ker evropska povezanost je nekaj lepega lahko. Pa dodal pogoj. Ko boste prebrali njegov pogoj, se moramo, ne, zelo ponižno skloniti in priznati, nismo poslušali Janeza Pavla II. Ne Poljaki, ne Slovenci, ne Čehi, ne Madžari, noben. Ker bi se mogli učiti iz spomina tega, kar je Duh dal nam v času komunizma. Nismo pa mislili to, da imamo. Ne. Bog je nekaj hotel povedati. In ni presenetljiv, da danes je demokratičen Zahod bolj sekularen kot Srednja Evropa. To sploh ni presenetljivo. To sploh ni presenetljivo. In mladi živijo v veliko težjih okoliščinah, kot so bili v komunizmu, veste. Danes je taka zmeda. Danes še tega ne več, moški pa ženskam nekaj naravnega. Ne. Mislim, kam smo prišli? In kam se vrniti, da bomo imeli upanje zase in da ga bomo delili z drugimi. Sem se vrnil in to je zaključna stvar. Bilo lepo veliko reči in kakšno vprašanje mogoče je dobro, da vendar ne zastavite glede upanja. Tukaj glede sinode zdaj, ne, glede cerkve. Ker tudi v cerkvi je vprašanje upanja zelo veliko, veste.
jaz srečam ljudi, bolj mlade, ma ne, tudi srednjih let in starejše, so brezupni. Vidijo, da stvar gre tako hudo daleč, da imajo res vprašanje z upanjem. In to stari, kot ste vi in starejši od vas, veste, in mladi, vsi. Danes upanje ni nekaj samoumevnega. Ampak zakaj ni nekaj samoumevnega? Ker smo pozabili skupnost in ker ne moreš ti iz sebe individuum razviti upanja. Upanje se rodi, ko si vključen nekaj, se živi skupaj z drugimi. Stare kulture so imele simbol križa. To je najstarejši, prav nekateri prasimbol človeštva. In prasimbol človeštva, to je ta na levi strani kamniti, je križ, pa še krog, ne, dva prasimbola, krog pa križ. Dajmo samo to gledati križ. Vodoravno je človeštvo med seboj, navpično je vprašanje zemlje in neba. To ni vprašanje, ki smo šele prek Judov kristjanih zastavili. To je staro vprašanje človeštva. Kako bi lahko zemljo in nebo povezan in človeštvo med seboj? A ni zanimivo, da je Rim dosegel, da so Jezus za križem in da je bil Jezus razpet na križ. In je ena ogromna razlika. Križ še vedno povezuje zemljo in nebo in človeštvo med seboj, ampak ne več, kaj je tisto, kar povezuje zemljo in nebo in človeštvo med seboj, ampak kdo je tisti, ki je povezal. In Jezus je tisti, ki je povezal zemljo in nebo in človeštvo med seboj. Je na križu. In križ postane ne več samo prasimbol, ki prav, da se nam ga spomnimo, ne? Ampak simbol odrešenja. Pa ste je šel v Šeol, pomrte, po Adama je mogel briti, ne? Ne samo zemljo, ampak pod zemlje in je šel v nebo. In tukaj imate, to je križ, kjer se je sveti Frančišek Asiški spreobrnil, ne? Pri svetem Damjanu. Povsod imaš take križe do takrat. To Jezus nikoli ni sam. Jezus je ves čas poveličan. Zakaj? Ker ti moraš povezati in smrt in vstajanje. In potem smo šli bolj v to čutni vidik našega življenja. Ampak tukaj bi zdaj sklenil moje predavanje. Poglejte, tam na vrh, ne, imate angele, tukaj vmes imate ene, ki so bili na križanju, ene pa druge in se res poveže to, kar cerkev je, ne. Cerkev je živi in tisti, ki se niso rodili, in tisti, ki so že dolgo v nebesih ali pa v vicah, kako rečemo, ne. In so angeli, mnogi angeli so, trije so strašno zanimivi, ne. Ti trije, te veliki, a niso zanimivi. Eden spregovori besedo, drugi te spremlja, da boš skozi preizkušnje šel, in tretji se bori za tem, da moč, ne. Govorimo o Gabrielu, ki da besedo, Rafaelu, ki spremlja, in Mihaelu, ki se bori. Pa imate angela Portugalske, ki se je prikazal eno leto prej pastirčkem kot Marija, ne. Tudi angel portugalske naroda, ne. Potem pa, lejte, če to vključimo, pa je krščanstvo je lahko znamenje skupnost upanja. Če se pa borimo za lastne koristi, potem pa nismo nič boljši kot svet. Jezus ni prišel, da bi se izognil trpljenju. Jezus je prišel, ker bo trpljenje pot, s katerim je dosegel kaj? Voljo očeta je spomnil, da je segel do Adama, v grob je mogel priti. In pa imate vi sirske očete, Efrema, ki govorijo o tej smrti in Kristus, ko se pogovarjata. Se je toliko lepo, samo smo malo pozabili, ne? Ampak to je harfa svete kot danes v milovanem katoliški cerkvi, sveti Efrem sirski, ne? To je toliko lepa stvar. Glejte, zdaj sem bil že predolg, ampak tole pa še moram dati. Danes se boste odločili in se jaz odločim in se vsi odločimo, ker so tri smeri postmodernega življenja. In v cerkvi ni nič drugače. V družbi in v cerkvi. Destruktivni nihilizem, obup, ni vrednot, ni resnice. Usmerjenost k samo preseganju, samo odrešenju, del na sebi, vzeti se čas zase. Ta imanenca, narcisizem. In Gallagher je jasno povedal, te dve obliki nimata prihodnosti, ker sta razbiti, površinski. Tretja postmoderna, govorimo o kulturi danes, ne,
je pa konstruktivna oprav, je pa čutenje, zdravljenje ran starih, ponižna, ustvarjalna pot. Torej, mi smo na tem, da tretja postmoderna je prvič manjšinska. Mi ne smemo pričakovati, da je to večinska. Večinsko gre delati na sebi. Najprej jaz, ne. Vse posod polno narcisizma, ne. Sam pogledajte, ne samo našo politiko, tudi žal mnoge v cerkvi, ne. Smo v cerkvi zato, da nam je dobro. Žal je treba priti v cerkvi. Včasih, tudi moji prijatelji, da smo še desetletja skupaj, človek vidi, da preveč pogosto iščemo, da bo naši družini dobro, da bo naša švolta prava. Ja, to je narcisizem. O tem je že leta 1974 pisal Trstenjak, to ni nekaj novega, ne. Središče družine je otrok, čist narcis. In tretja pot je pa, ko skupnost se na poti na ponižno iskanje. In tukaj bi sklenil, ta sinoda zdaj, in sinoda o družini, in o mladih, in vprašanju stvarstva, ekološka, je bilo Amazonija. Vse te sinode imajo eno veliko željo, da bi prinesle upanje cerkvi in človeštvu. Način življenja je pa skupaj biti. Stopiti skupaj, bi rekel Trstenjak. Pričevati zato, da smo povezani. In ta papež je sila zanimiva, veste, ker spregovori bolj kot je Janez Pavel II. In bolj kot Benedikt, pa ona dva sta pot pripravila. Torej, ne moramo jih videti toliko različne, ker en je odprl, drugi je šel korak naprej, tretji šel še korak naprej. On tudi ni bil na koncilu, medtem ko Benedikt pa Janez Pavel II. Sta pa bila, en kot teolog, en kot škof, ne. Zdaj pa izvajam. Tako tečejo stvari. Tisto, ker je recimo pri družini velika sprememba, veste, ne delati za družine, ampak delati z družinami za družine. To je velika sprememba in to je zdaj želja cerkve, dela cerkve, da se kot skupnost zberemo in da vsak prispeva svoj delež. A veste, kako lepo je biti voditelj, ko veš, da za tvojo besedo stoji cerkev. Ne sem teolog, cerkev. Ne sem ti. To je velik premik. In bodo še vedno voditelji. To ne bo brez institucije, ne bo brez hierarhije, ampak ne bo več tako, ne. Da mora kmet v nedeljo vprašati, v ponedeljek je dež, ono pa suho seno župnika, ali lahko grem po seno. Tako se je delalo, veste. Ma ne 2 generacije nazaj, 1 generacijo nazaj. Mi smo znotraj cerkve premalo odgovorne laike. On je bil krst, on je bil birmo, on se je poročil, živi zakramente, zakaj ne bi mogel prisoditi. Če je v ponedeljek dež, v nedeljo pa suho, bom šel pobrati. Ne bom to v nedeljo začel s težkimi deli, to pa ne, ampak pospraviš nekaj, ne. Torej, tukaj, glejte, toliko lepih stvari, da je prav, da se res zahvalimo, da smo sprejeli dal vere in da lahko govorimo pa upanju. In to ni optimizem, ker je zelo težko. Jaz res nisem optimista, veste. Ampak jaz vidim toliko veliko upanja. Ampak to bo manjšina, ampak če bo manjšina živela, se ne rabimo 1 kilo soli za 5 kil kruha. Ne da, gospa ste se nasmejala, ne. Če bomo sol pa kvas, nas ne bo zanimalo, koliko ne bo. Zanima nas, kakšni smo. To pa, kakšni smo. Hvala.